Bivši CEO od Twitterja, Jack Dorsey, je rekel, da bo leta 2030 oziroma tam nekje en bitcoin vreden $1 milijon. In je seveda tudi lahko špekulacija to, da se omenja take številke. Čeprav zadnje je skoraj nemogoče, da res se to nekega dne ne bo zgodilo, pa je spet tisti problem, kaj bomo vmes počeli. Dajmo ga držati, ne špekulirati z njim. Dokler se denar tako tiska, bojo tudi trgi rasli. Veliki prihajajo, se pa trg zelo spremenil zdaj s prihodom ETF skladov, ker zdaj imajo dejansko možnost investiranja velike institucije. One pa malo drugače gledajo na trg. V bistvu se šele začenja tisto, kar se pričakuje in moramo biti res potrpežljivi. Lepo pozdravljeni, moje ime je Katarina Matejčič in danes bo z mano strokovnjak za digitalne naložbe Izidor Penčina iz podjetja Incrementum. Pozdravljen. Ključna tema pa seveda Bitcoin, kriptovalute, cene, napovedi, kako se oblikuje, kaj vpliva na, kako centralni bankirji v končni fazi vplivajo na gibanje, pa tudi seveda o drugih kriptovalutah, o meme kovancih, torej vse, kar vas lahko na tem področju zanima. Torej še enkrat pozdravljen. Pozdravljena, Katarina. Začneva kar takoj pri ceni. Danes je približno Bitcoin dobrih €57,000, kar je nekaj več kot $62,000, torej kar precej pod tistim pikom marca in to kljub razpolovitvi. Kako to? Kaj se je zgodilo? Zakaj nismo videli še četrtič takega gibanja? Ja, cena je res nekje, mislim, da smo okrog 15% pod tistim vrhom, ampak mi, če pogledamo zgodovinsko, je to nekaj povsem običajnega. Mogoče so bile celo malo prevelika pričakovanja po halvingu, ker če gremo gledati dejansko halvinge in 2012, in 2016, in 2020, vidimo, da dejansko mesec po halvingu so bili tam 2012, mislim, da je bilo malo manj kot 10% donosa, 2016 celo nekaj minusa v mesecu po halvingu, leta 2020 je bilo tudi manj kot 10% donosa po halvingu. Zdaj smo pa, mislim, da nekje okrog 5% minusa, glede na, mislim, da je bil halving lih mesec nazaj. 19.4. Ja, in dejansko bilo je preveč nekega pompa, zmeri je na kriptu velikega pompa, saj na vseh finančnih trgih je veliko pompa, na kriptu še več, ker se hitreje vse dogaja, ker je toliko več enih novic, toliko bolj zanimiv trg, ker je toliko bolj agresiven in nas tudi čustveno premeče. In v bistvu to, da je zdaj cena nekje 15% nižja od samega vrha, ni prav kakšno veliko začudenje, ker moramo gledati, kaj se zgodi naslednje leto ali pa 2 leti po halvingu. Tam dejansko pridejo šele tisti rezultati, ko v bistvu začne vpliv samega pomanjkanja bitcoina se kazati. Vrhunec je bil 13.3., približno $73,000. Kdaj torej lahko pričakujemo teh 15% spet gor? Koliko časa bo treba počakati? Zdaj Bitcoin ne moramo več pričakovati, da bo tako nihal kot včasih. Če gledamo v prejšnje cikle, tam 2017 ali pa zadnji 2019, sploh tisti 2017, je Bitcoin doživljal vsake par mesecev 40% padce. To so neke korekcije, ki se morajo dogajati, da trg ostaja zdrav. Trenutno na Bitcoinu težko pričakujemo, da bodo te korekcije da bodo toliko velike. Vidimo pa že zadnjo v tem ciklu, ki je bila tam, tudi bilo pričakovanje okrog ETF-a. To je bil tudi velik boom, pred ETF je trg zrastel in takoj po odobritvi ETF skladov je dejansko padel. Za koliko je padel? Zelo podobna številka, 15% nekje. In spet je rabil nekaj časa, da se je konsolidiral, da se je v bistvu trg prečistil, tudi določenih neizkušenih samih vlagateljev, ker tisti špekulantov in pa bi kar rekel tistih neizkušenih, ki vstopajo v trg že malo pozno, ki že zamudijo neke donose, ko vidijo, da se nekaj dogaja na trgu, vstopajo, pol jih pa hitro tisti izkušeni premečejo in spulijo z rok tisto, kar so kupili. Tako da tisti padec je bil, tista korekcija januarja meseca, februarja 15%, zdaj ponovno zelo zdrava korekcija.
nekako po mnenju strokovnjakov, tudi moja ocena je, da ta korekcija več ne bo trajala. Te korekcije v rasti, v bikovskem trendu ponovadi trajajo tam do maksimalno 2-3 mesece, potem se pa trg očisti nekih, tistih nekih svinjarij, tudi nekih vlagateljev, ki pač so nevešči in gre naprej. Omenila sva, da je bil halving na noč 19. na 20. april, takrat je bila cena približno 64.000 dolarjev. Je možno, glede na to, da je to bil zdaj 4. halving, da pa je ta sprememba bila že vkalkulirana v ceno, tako kot se dogaja recimo pri delnicah, v končni fazi vedno več je poučenih vlagateljev, ki vejo, kaj to vrstno stvar prinese. Pri prvem halvingu v bistvu noben ni vedel, kaj bo, ker ni bilo nobene zgodovinske izkušnje. To je zdaj 4. Je mogoče razlika tudi v tem, da dejansko je bilo to že vse vkalkulirano, tako kot je recimo pri delnicah, ko že razmišljajo, kakšen bo njihov polletni rezultat, ravno kar so objavili 3-mesečnega, in se na podlagi tega giblje, recimo, in lahko ima podjetje zelo dobre rezultate, boljše kot lani, pa slabše od pričakovanj, pa zato delnica pade. Je morda tudi to, da je več poučenih vlagateljev, da že razumejo, kaj se dogaja na trgu, in zato ni več takih skokov in dvigov. Do določene mere sigurno, ker ko mi na trgih, na kateremkoli trgu nekaj pričakujemo, trgi odreagirajo vnaprej, zaradi našega razmišljanja vnaprej. Tudi če mi čakamo, tudi če imamo mi v glavah, prihaja recesija, prihaja gospodarska kriza, trgi se prej odzovejo in dejansko potem v gospodarski krizi že veselo rastejo, zato ker ta psihologija množic že prej vpliva. Ne moramo pa iti pri halvingu mimo tega, da dejansko se zmanjša ponudba. To pa na drugih trgih ne obstaja. Se pravi, ponudba se enostavno novo izrudarenih zmanjša, se pravi pritok pipica se pripre. Vsake se razpolovi, kot imi pove. Ja, in veliki prihajajo, se pa trg zelo spremenil zdaj s prihodom ETF skladov, ker zdaj imajo dejansko možnost investiranja velike institucije. One pa malo drugače gledajo na trg in znajo si tudi kaj prilagoditi svoje cene. Oni nočejo kupovati visoko. Oni namenoma... Seveda. Noben ne želi kupovati visoko. Ja, sem so pa malo bolj čustveno stabilni oziroma imajo malo več izkušenj. Se tudi tam so ljudje, tudi tam se delajo napake. Generalno gledano, oni hočejo kupovati čim ceneje in naprimer veliko se je kupovali prek Bitcoin ETF-a, Bitcoina, in v nekem momentu verjamem, da si z neko prodajo sprožijo tudi neke strahove na trgu, da ta mali spustijo z rok v strahu, da bo izgubljali, oni pa to veselo pokupijo. In to je lahko tudi en velik dejavnik, tudi zakaj po halvingu še takoj cene ne poletijo, ne bo. Ampak moramo gledati let. Ampak če pogledava čisto konkretno, kaj se je do zdaj dogajalo, verjetno take skoki tudi sploh več niso možni. Prvi halving je šlo iz $13 na 1152. To so toliko, to ni krat 100%, to ni krat 200%. To je nekaj 1000%. Danes tako rekoč je to težko. Torej naslednjič je šlo iz 664 na skoraj 20.000. Mislim, da je bilo okrog 300%. In potem zadnji bil pa, še vedno se zdi veliko, ker je v znesku veliko, v odstotkih pa ne, je šlo pa iz 8.021 na takratni rekord, ki je bil letos zdaj presežen, na $68.000 v tistem letu. Kar pomeni, da če gledamo v odstotkih, se te rasti bistveno znižujejo. Ker če bi zdaj rekli, da bo zrasel za 1000% ali več, to so že taki denarji, da verjetno je težko to pričakovati, da bi se v tem halvingu zgodilo, da bi bila rast recimo 1000%. Ja, v tem ciklu na Bitcoinu mislim, da lahko pozabimo na take donose. Čeprav trg zna presenetiti 1000%, pa v naslednjih 2-3 letih težko verjeti. Na Bitcoinu ne, so pa na trgu marsikateri drugi projekti zelo zanimivi, ki pa lahko dosežejo take ali pa tudi konkretno višje donose. Ki pa še
so recimo na nivoju 13 evrov iz leta 2012. Ne? Ja, pa ne Ko je bila nazadnje, stvar zelo nova. ja, to pa tudi ne nazadnje, če samo ta cikel gledamo, vse Bitcoin nima prav veliko družbe, če gledamo z tega stališča, da je dosegel prejšnji vrh, se zdaj je malo pod vrhom, še vedno prejšnjim, ker je bil tam okrog 69 tisočakov. Ostali projekti, ki so tudi pa zelo vrhunski, pa so še kar daleč od vrha, nekateri še 100-200% in tam imamo kot investitorji konkretno večje možnosti za večje donose. Seveda Bitcoin mora biti zraven, ker je tisti, ki nam zagotavlja nenazadnje dokazan je zdaj potrjen kot neko tradicionalno finančni inštrument, je prišel v to tradicionalno finančništvo in nam predstavlja to varnost definitivno. Neko trdnost vsekakor, Ja, ne? ja. Ampak so sploh možnosti za neko res izjemno rast, glede na to, da je do zdaj izdanih že 19,7 milijonov bitcoinov. Delal bo do 2140. leta, torej za nas veliko, če pa tako pogledamo, pa ne toliko časa, in do takrat bo izdanih samo še 1,3 milijona bitcoinov. Je torej to zmanjševanje števila narudarjenih bitcoinov v bistvu tista omejitev, ki jo kriptovaluta ima in to omejuje rast? Torej ne bomo več nikoli govorili o nekaj 1000-odstotni rasti, vendar mogoče samo še o 100-odstotni. V bistvu ravno to nam daje tisto možnost, da bo trg še naslednjih 100 let lahko rastel. Seveda se ta tempo se bo nižal, a ne, tako kot sva že ugotovila, na začetku so bili ti odstotki donosa gromozanski, neverjetni, zdaj so še vedno zelo lepi, to so nadpovprečni donosi, nekaj 100%, ki jih še zmeraj lahko pričakujemo na Bitcoinu, to je, mislim, da težko najti na marsikaterem drugemu trgu. Ampak to, da se lahko rudari samo še naslednjih 140 let, no, noben od nas verjetno tega ne bo doživel, kako bo izgledalo, ko se bo Bitcoin nehal rudariti, pomeni pa definitivno to, da se manjša vsake 4 leta dotok na trg, kvečjemu to, da bo cena na dolgi rok samo rastla. Torej manjša ponudba, večje povpraševanje in to seveda običajno dvigne ceno. Če na neki strani stalno se manjša vsaj na tisto, kar se na novo priliva na trg, sej v obtoku je imetje, ampak to imetje, te bitcoine hoče vse več ljudi dobiti, vse več inštitucij in to se dogaja zdaj z norim tempom, kar se tiče novih udeležencev na trgu in dolgoročno to pomeni samo dobro. Vse dejansko zato je Bitcoin bil kreiran, to, da se ga ne da proizvajati tako kot fiat valut, se pravi evro, dolar in tako naprej, jen. Vemo, da lahko tiskamo neomejeno oziroma kakor pač centralne banke se odločajo glede na neke kazalce. Tega pri Bitcoinu ni in to je tisto bistvo Bitcoina, da ima omejeno število vrednosti števila in to nam na dolgi rok daje tako kot zlato, v bistvu zaščito pred inflacijo. Koliko časa ga torej držati? Recimo bivši CEO od Twitterja, Jack Dorsey, je rekel, da bo leta 2030 oziroma tam nekje en Bitcoin vreden $1 milijon. Torej, prej smo govorili o nekaj 1000-odstotnih rasteh, očitno on pravi, da bo. Koliko časa torej držati, glede na to, da on omenja leta 2030, očitno vsaj do 2030, pa vendarle je to bolj za špekulante, torej dnevno prodajati, gledati, iskati zaslužek, ali je dejansko tudi Bitcoin, čeprav se glede na njegovo naravo ne zdi kot neka srednjeročna ali celo dolgoročna naložba, stvar, ki jo je fajn držati, kot si omenil, mogoče 5 let, mogoče 10 let. Treba je držati. To tradanje na Bitcoinu v bistvu zelo odsvetujem, ker tako ga dejansko zgubljamo, ker na tak način lahko ga na eni strani pridobivamo večje količine na hiter, ampak veliko tvegamo, da ga na drugi strani tudi zgubljamo, lahko tudi v celoti. Če pa mi kupimo Bitcoin in ga držimo in samo čakamo, tako kot kepo zlata ali gramček ali 100 gramov ali kakorkoli, pač kupimo nek del zlata, ga damo v sef in počakamo, da mu
vrednost zraste. Isto se dajmo obnašati pri Bitcoinu in ostalih kriptovalutah. Kupimo, v padcih dokupujemo, se ne ustrašimo, ampak dokupujemo. To so najboljše šanse, da dokupimo naše imetje, da svojo pozicijo na trgu povečamo. In ja, vztrajamo. Saj v nekem momentu je smiselno neke profite odprodati. Saj ne moramo cel življenje sem varčevati pa nič od tega imeti. Saj potem nima smisla. Saj zato investiramo, da si nekaj privoščimo. Ampak Bitcoin je tukaj in ostali del kriptovalut, pa tudi pri delnicah, saj se moramo isto obnašati. Ja, držati, Bitcoin držati, postopoma se odproda nek del. Magari Jack Dorsey napoveduje milijon, a bo milijon? Jaz verjamem, da bo tudi višje. Sem kaj to pomeni? Saj, če bo leta 2030 resnično, bomo videli, če bo, ali pa če že bo v tem času, mogoče bo kak let kasneje, bomo videli, no. Ampak koliko bo dejansko vreden? Se pravi, če bo milijon evrov ali pa dolarjev vreden, to dejansko v tistem času, če mi upoštevamo inflacijo, verjetno ne bo milijon vreden, ampak bo, ne vem, 700-800 tisočakov. Težko rečemo, ampak sigurno inflacija prisotna. Medtem ko, jasno tudi, da če bomo sredstva hranili na banki, da bo pa na primer iz 100 tisočakov nastal 70-80, se pravi, bomo doživeli minus. In ja, se smo v bistvu prisiljeni, da investiramo. In Bitcoin nam omogoča, da, ja, magari do leta, dobro, upajmo, da do 2030, ampak tudi, če ne gre na milijon, če nam vse inflacijsko pokriva, pa verjamemo, da konkretno več, da pač ja, moj odgovor je, dajmo ga držati, ne špekulirati z njim. Recimo, da se nekdo sam odloča za vlaganje, ali lahko nagibanje kriptovalut, predvsem seveda Bitcoina, ki vedno pelje to pot, lahko sklepa na podlagi drugih investicijskih razredov, pomeni delnic, obveznic, zlata, surovin, ali se kriptotrg giblje ravno obratno in je mogoče lih zato v krizi fajn kupovati in ne paničariti, oziroma se lahko po čemarkoli sklepamo, indeksi ameriški so zaradi tehnoloških velikanov zeleni več ali manj skozi. Vemo, kako se gibljejo obveznice, kljub temu, da je obrnjena krivulja, recimo naj bi nakazovalo recesijo, je ni. Lahko sploh po čem sklepamo, razen da recimo upoštevamo nasvet ljudi, ki naj bi nekaj vedeli, ampak recimo, da se tudi oni motijo, da imamo nekaj malo bolj konkretnega, da imaš neke, pri delnicah ti vsako četrtletje dobiš poročilo podjetja, ti veš, kako bo delal. Za obveznice veš, da se ti bo gibalo podobno, kot so obrestne mere, ki jih postavljajo centralni bankirji. Zlato ima spet neke svoje zakonitosti. Čemu slediti, ko razmišljaš, da nisi samo špekulant, ampak želiš dejansko malo to analizirati in spremljati, kaj sledi, čemu slediš, kaj spremljaš, s čim primerjaš? Če sploh s čim? Smo ljudje zanimivo bitje. Radi, jasno nam je, da moramo dolgoročno investirati, da si rečemo, nismo špekulanti in v tem času je jasno, da se bo vse stvari, tako kot si že sama rekla, tehnologija je stalno v zelenem, saj ima tiste premore vmes. Tudi zlato že zgodovinsko stalno raste. Seveda ima premore vmes. Kdor ne špekulira, kdor se pač da v naložbo nima kaj skrbeti. Je pa res, da hočemo vedeti, kaj bo čez mesec, kaj bo čez leto in da je treba tudi o tem debatirati, ker ja, tako smo pač narejeni. Kako primerjati zdaj trge med seboj? Tako kot sem rekel, vsi na dolgi rok rastejo, imajo pa svoje zakonitosti. Kar se tiče Bitcoina, Bitcoin je pač ta hranilec vrednosti, zato je bil izdelan prav kot odgovor na finančno krizo leta 2008, ko se je videlo, da obstoječi sistem ni lih najbolj idealen, zaradi tega je bil izdelan potem Bitcoin. Bitcoin se bo pričakovano prihodnosti gibal bolj podobno kot zlato, se pravi v določenih dogodkih v svetu, stanju v svetu, bo smer bolj podobna zlata. Seveda Bitcoin ima dosti večji potencial za donos, ampak ta smer bo pričakovano bolj podobna zlatu. Kar se pa tiče
ostalega sektorja oziroma ostalega dela kriptotrga, kjer govorimo pa dejansko o tehnologiji v večini primerov, tam, kjer so dejansko fundamenti dobri, tam bo pa bolj podobnost Nasdaq borzi, se pravi tehnologiji. In tako, kot sva že ugotovila, tehnologija se na daljši rok stalno razvija, ljudje se stalno razvijamo in tukaj dejansko nimamo strahu pred neko, da se ne bi zgodila rast v naslednjem obdobju. Treba spet gledati. Lahko se danes še 100-krat ponovim, ampak se hočem, ker ta dolgoročnost nam prinaša rezultate. Enostavno treba zdržati te težka obdobja in ne že po 3-4 mesecih vreči puške v koruzo. Tudi po letu, 2 ne. Res moramo zdržati. Ampak nemogoče, da bi vse non-stop raslo, ne? Nemogoče, zato ker... To je tudi ena od glavnih krivcev oziroma razlogov za krizo 2008, ko noben sploh več ni razmišljal o ničemer dol, vse je šlo samo še gor. Ja, ker svet postane nerealen. Ampak kaj recimo je tista stvar, ki lahko ponovno pa negativno vpliva na ceno? Kaj se mora zgoditi? Je bil zdaj popravek, kot sva že omenila, pa vendarle, ne? Kaj pa je tisto, kar bi lahko pomembneje vplivalo na to, da bi zanihal navzdol? Ja, dogodki so lahko različni v svetu. Zdaj že neke vojne momentalno malo zaustavljajo trg, sam tukaj se tudi teh ljudje smo tako narejeni, da zelo hitro sprejmemo v bistvu, kaj se dogaja. Če pomislimo samo vojna v Ukrajini, trg se je na hitro malo odzval, ampak potem gre naprej svojo pot, ker ljudje pač gremo nazaj v svoje življenje, vse začne funkcionirati normalno, pač tam se na žalost vojna dogaja, ampak mi živimo naprej, svet se vrti, isto zdaj dogajanje na Bližnjem vzhodu. Zelo imuni smo vedno bolj na te dogodke, ne? Ja, 2-3 tedne. Tudi nafta recimo za 3 dni malo zaniha, potem pa smo nazaj, ne? Ja, pa vrtimo naprej in to je v bistvu zelo dobra lastnost, zaradi tega ljudje preživimo, ker nekako pozabimo, kaj se je zgodilo in gledamo naprej, imamo cilje naprej. Tako da, kar se pa tiče teh nihajev, bi se pa navezal mogoče tudi predvsem na razvoj tehnologije, ker ta je tisti, ki je realen. Tehnologija sama se razvija v neki dosti stabilni krivulji. Malo gre gor, malo dol, malo gor, malo dol. Medtem ko cene na projektih tekom razvoja tehnologije grejo pa konkretno previsok v nekem momentu. In je nerealno, da so cene na projektu, ki dejansko še ni sploh dobro upeljan v gospodarstvo, da je cena realna. In enostavno potem mora priti do neke streznitve, ampak ko pride do streznitve, je pa ta prehuda, ker pride prehud šok na trg, prestraši toliko vlagateljev in dejansko gredo cene pod tisto stopnjo razvoja tehnologije. Potem pa spet traja nekaj časa, da v bistvu se stalno lovi tisto neko srednjo mejo, ampak stalno je neko odstopanje. Je pa tukaj še ena zelo pomemben dejavnik in to je globalna likvidnost. V bistvu, koliko denarja se natiska. In videli smo, da zdaj v preteklih 2 letih se je pač to tiskanje ustavilo, začele so se dvigovati obrestne mere, kar je zgodovinsko na trge zelo slabo vplivalo, ampak je pa zelo zanimivo to, da dejansko je Bitcoin v tem času pa zelo lepo rastel in se tudi tukaj malo stvari spreminjajo. Ker dejansko je potrebno gledati na to globalno likvidnost. To se pravi denar, ki je natiskan s strani centralnih bank, tisti denar, ki dejansko pride v gospodarstvo med ljudi, ker tisti denar se potem tudi investira. In dejansko, če pogledamo zdaj zadnjih vsaj 10 let oziroma še več, vidimo, da pridejo prekinitve v tiskanju denarja oziroma malo utišajo, ugasnejo printerje na vsake 4 leta, kar pa zelo sovpada tudi s halvingi Bitcoina. Tako da vidimo, zdaj se je trend obrnil, da gremo spet v novo tiskanje, da se dogaja. Vse tiskanje se stalno dogaja, zdaj samo količina se spreminja in ta količina se zdaj spet veča in lahko pričakujemo, da bo na vseh trgih se to ponovno odzvalo. Saj že vidimo ne nazadnje na delniškem, na kriptu, tako da. Omenil si obrestne mere, ne? Že 2 leti se veliko pogovarjamo o tem in o centralnih bankirjih, bistveno več, kot smo se recimo včasih.
Celo analitiki, ki delajo to vsak dan, se očitno motijo, ker so napovedali 6 dvigov na Fedovi strani, zdaj kaže na 1 do 2, pa 3 pri ECB-ju. Običajno visoke obrestne mere niso dobre za delniške trge. Pa kljub temu, tokrat očitno so. A ne? Ravno zdaj smo v zadnjih parih letih ugotovili, da v bistvu se trgi gibljajo povsem drugače, kot smo bili vajeni. A ne? In obvezniški, in delniški, in vse. Ali recimo odločitev Feda kakorkoli vpliva na kripto, tudi zaradi recimo količine denarja novega v obtoku, ali ima neke zelo svoje značilnosti poti, ki jih spremlja in v bistvu ne gleda, kaj tistih nekaj 10 bankirjev po svetu dela in se odloča in tehta in analizira. Vpliva, če ne na drugačen način, to, da se si lepo rekla, v ozadju nekdo zelo mirno dela. Te debate o dvigih pa so plasirane vlagateljem, predvsem manjšim, in v bistvu ustvarjajo en kup enega šuma. To sploh v letu 2023 vsak mesec se je znova, oziroma vsake 2 meseca, oziroma za kadar je bilo pričakovano, da se dviguje obrestne mere, stalno bilo ugibanja, pa stalno enega razglabljanja, kam bo že šel zdaj trg. In trg je šel svojo pot. In če gledamo zdaj za nazaj, zakaj je bilo treba toliko energije zgubljati v bistvu za vse to? Ja, zanimivi smo, zelo radi gledamo tako, zelo radi govorimo, smo dolgoročni, resni investitorji. Če damo res, če se spravimo v to stanje ne špekulantov, resnih investitorjev, v bistvu ne rabimo teh informacij, ker vplivajo, na ta način vplivajo na naše počutje na trgu, na naše čustva in seveda zaradi tega se tudi odzivi naredijo. Ampak tako, kot sem že prej rekel, se je podobno k neki dogodki, ali vojne, ali teroristični napadi. Pač se zgodi, vojna, zgodi se dvig obrestnih mer, na kratko trg odreagira, potem pa se svet vrti naprej. In še enkrat bi tukaj izpostavil to globalno likvidnost. Dokler imamo ljudje toliko denarja v obtoku, dokler se denar tako tiska, bojo tudi trgi rasli. Bitcoin je pa prišel kot rešitev, zaradi tega se denar razvrednoti nenazadnje, zaradi tega ga moramo investirati, da se nam ne razvrednoti. Da ohranimo vrednost. Bitcoin je pa tukaj, da ohranja vrednost. Omenila sva že ETF sklade, ki so vezani na Bitcoin. Velik hype je bil pred dovoljenji, ne? Tedne se je govorili, čakali, špekulirali. Polomesec, če se ne motim, že prišel en tweet, ki se je potem, oziroma X, ki se je izkazal potem, da je bil, fake news. Oziroma da jim je nekdo udaril. Je pa že malo nakazal, kaj se zna zgoditi. Potem pa v bistvu začetek januarja dovoljenje, kar nekaj hajpa do tistega 13.3., ki sva že omenila. Pol je pa kar vse skupaj malo potihnilo, cena je šla dol, torej ne ETF skladi niso vplivali na dvig, ne halving zdaj, v bistvu 2 zelo velika dogodka, ki pa nista v bistvu čisto pustila posledic, kot so jih morda nekateri pričakovali. Lahko ti skladi vendarle nadaljujejo to rast, da pridemo spet nazaj, saj do 70. Mislim, da je bila cena, ko se je januarja, pa tukaj ne me zdaj čisto držati za besedo, nekje okrog 35.000 v dolarjih na Bitcoin. In tukaj smo spet malo zamegljeni, ker hočemo vse čez noč. Vemo, da smo zdaj pa bili čez 60 in to je neverjetna rast. Je pa res, da se ta popravek zgodil in nas je spet malo pretresel. Ni konc, je pa šele rojstvo, sej mislim, da je okrog 50 milijard kapitala steklo v sklade. Ja, nekaj ga pa tudi že ven odteklo. 54 milijard od začetka trgovanja 11. januarja, kot sem rekla, do tistega marca, potem pa od takrat odlivi. Je to tudi zato, ker je vstopilo kar nekaj poučenih institucionalnih vlagateljev, ki so počakali na pik, se ga dobro zavedali in potem šli ven in prodali. Seveda, velik del so ohranili, kot so prej rekla, ne? Ampak so pa neko to smetano z vrha pa vendarle pobrali, da imajo za naprej za investirati. Je mogoče to razlog, da je 2 meseca raslo, potem pa lih zato, ker tisti, ki niso
tako zelo nevedni, da so malo korigirali trg? Prej smo omenila Jacka Dorseyja. Pa to je en kup Jackov Dorseyjev, ki zdaj kupuje Bitcoin ETF sklade. In vsi imajo, večina njih ima pogled proti milijonu in več za ceno Bitcoina. Oni hočejo sem čim več res cenej kupiti. In jaz verjamem, da so toliko s svojimi vstopi vplivali na trg, da se je Bitcoin res močno pognal navzgor, seveda tudi mali so pristopili zraven. In veliki so spet malo manjših ribic nalovili, rečejo v nekem trenutku, ok, cene ne smemo si preveč dvigniti v nebo. Vemo, da je nizka, za 70 tisočakov, ko bomo pogledali, čez nekaj let bo to nizka cena za Bitcoin. Tukaj $13 leta 2012. Ja, ali pa če gledamo v 2017 $20 tisoč, ko je bil vrh Bitcoina, pa je bil gromozanski padec, ampak kdor ga je kupoval pri 20 tisočakov, sploh zdaj ni slaba vesel, cena. ne? Ja. In hočejo, jaz verjamem, da hočejo si nižati ceno, da gre tudi v neko odprodaje. Ljudje, ki vidimo, ko smo zagledali Madonca, kaj se pa zdaj dogaja, zdaj pa odlivi iz ETF skladov. To je najboljša reklama za njih, oziroma mladi se malo prestrašijo, ta veliki prodajajo. Jaz bom tudi, dajmo delati isto, kot ta veliki. V tem primeru pa ni to dobro, ne? In kdo kupuje, če ta mali prodajajo, ta veliki sprožijo plas, ta mali ga dokončajo, ta veliki pa se ne odprodajajo vsega. Svojimi milijoni, milijardami imajo dosti, da tisti plas sprožijo, ta mali ga dokončajo, oni pa pokupijo po nižjih cenah in si v bistvu imajo kar naenkrat konkretno še več imetje, kot so ga imeli prej. In to je ta igra velikih, ki jo na dolgi rok zmagujejo stalno in ponovno. Take izjave o $1 milijon za en Bitcoin morda tudi neke vrste načrtno pumpanje trga. Torej, ko nekdo to sliši in je nepoučeni vlagatelj, reče, to pa moram imeti, očitno je to dobra naložba. In par takih ljudi, ki jih recimo ostali gledajo kot nekoga, ki nekaj ve, ki nekaj zna, ki ima očitno neko čudežno kristalno kroglo, s tem lahko ti zelo bistveno vplivaš na trg. Recimo videli smo, kaj je s tviti delal njegov bivši šef Musk. Ko je on nekaj tvitnil, tudi recimo o bitcoinih, so stvari šle zelo tako. Tako da lahko neki te poučeni vlagatelji zelo vplivajo na ceno. Na delniškem trgu si tega ne sme nihče dovoliti, ker je to kazensko preganjeno, manipuliranje s trgom. Tudi Elon Musk je dobil malo opozoril, da tega ne sme delati. Tudi mislim, da kar kakšno kazen plačal, sicer mu ni pomeni. Malo je bilo nakazano, kam zna pelati. Mislim, jasno je, da tudi na kriptotrgu tega več ne bo. Zdaj, z regulacijo tudi tukaj v Evropi vidimo nekih napovedi, dejansko tako v medijih se ne bo več smelo dajati. Zaenkrat pa zaenkrat je trg tako zanimiv, to tudi privablja na zadnje nove vlagatelje. In je seveda tudi lahko špekulacija to, da se omenja take številke. Čeprav zadnje je skoraj nemogoče, da res se to nekega dne ne bo zgodilo, pa je spet tisti problem, kaj bomo vmes počeli. No, ker slišala sem enkrat en komentar, veliko recimo na YouTubeu ti veliko nekih reklam ponuja, kam vlagati. In je nekdo rekel, če imajo ti ljudje res tako zelo dobre naložbene priložnosti, a jih res razlagaš celemu svetu in deliš to z nekom, če ni v ozadju drug razmislek, da to v bistvu tebi dviguje ceno. Ker zakaj bi zdaj on vsem razlagal, da bo to milijon, mogoče ti pokupaš, pa čakaš na milijon, da ne želiš, da to vsi kupujejo. Je pa res, da vsi kupujejo, cena raste, pa vendarle. A res deliš take nasvete? Mislim, jasno je, da ko je se isto zlato, ampak se pri zlatu tudi se napoveduje cene. Zlato je tudi eno tako zanimivo področje, kjer je malo bolj večja svoboda govora. Ampak zlato že koliko tisočletij med nami in v bistvu ni nič slabega v tem, da napovedujemo. Se pa zelo drugačni vlagatelji odločajo zanj, recimo. Ja, zaenkrat. Verjamem pa, da bo... Mislim, teh manjših, ne mislim institucionalnih, ki pač imajo razpršeno vlaganje, razen če so
točno usmerjeni skladi, pa vendarle recimo, če pogledamo nekega malega vlagatelja, se mi zdi, da ima verjetno zelo malo ljudi zlato. Mislim, ja, relativno malo je ljudi, ki kupuje zlato. Mislim, da se vseeno viša ta procent, kar je tudi super, ker mislim, da je Tudi zato spet cena raste? Ja, saj zlato bo šlo naprej in tudi zaradi tega, z istega razloga kot Bitcoin. Zato, ker je community, ker je povpraševanje, ker mislim, ok, zlato ima še tiste lastnosti, da se sveti, da ga primemo v roko. Lahko ga dejansko imaš, ja? In veš, da ga imaš. Ja. In se pohvališ pri sosedu. Je pa to tako, a ne, pač skozi zgodovino smo tako delovali, prihaja oziroma ne prihaja digitalna doba, tukaj smo globoko not vstopili, vidimo, da je prihodnost taka, vemo tudi, da tisti, ki se zdaj rojevajo, ne bojo drugače razmišljali, ampak se že zdaj držimo za glave, kam ta svet gre. Ja, svet se transformira in v novem svetu bojo digitalne naložbe nekaj dosti bolj sprejemljivega, po mojem mnenju, pa po mnenju še marsikoga, kot pa neke druge naložbe. In ok, zlato bo sigurno zaradi teh svojih lastnosti večno med nami, nekateri ga tudi energetsko gledajo. Ampak Bitcoin je nenazadnje ta alternativa. Dosti lažje je tudi delati z Bitcoinom. Okay, neki je sam donos na varnosti. Se na Bitcoinu dejansko, kdor ga pravilno si shranil, pa pravilno investiral, skoraj skozi zgodovino ne more biti v minusu, razen če smo ga kupili mesec nazaj, pa tisti vrednosti malo prek 70. Če ne smo pa, ni možno zgubljati sredstev na daljši rok na Bitcoinu. Pač mora biti to zagotovljeno, da ga varno shranimo, ampak se pri zlatu je isto. Če zlata ne shranimo v sef na varno, je isti rezultat, a ne, lahko nula na koncu. Kaj pa vi vidite čisto obnašanje Slovencev, recimo v primerjavi z svetom? Včasih smo tudi, kar se vlaganja tiče, Slovenci zelo posebni, ne? Lih sem recimo videla podatek, da sploh v letošnjem letu strašno rastejo plačila v vzajemne sklade, tudi zato, ker slovenske banke tudi v času visokih obrestnih mer niso bistveno dvignile depozitnih obrestnih mer. Hkrati ljudje vidijo, kaj se dogaja z indeksi na delniških trgih, pa mogoče ne želijo sami v posamezno delnico vlagati. Na drugi strani pa svetovno gledano, ne, globalni vzajemni skladi ugašajo hitreje, kot nastajajo novi, in zato, ker odtekajo sredstva v indeksne sklade, torej drugovrstne ETF-e. Kako je pri nas? Sledimo Slovenci očitno ne temu trendu, ne? Mi vlagamo nekam, kar očitno ostali svet ne. Recimo, tle sem videla podatek, da je iz vzajemnih skladov do letos odteklo 114 milijard dolarjev, v ETF-e se je pa nateklo 258 milijard. Ne? To pomeni ne samo, da je od tam odteklo, na novo se je tudi začelo vlagati. Ja, to je tudi tisti del nove likvidnosti. Smo tudi, zakaj smo malo posebni? Kaj, mi očitno delamo ravno kontra kot večina sveta, kaj? Zmeri smo malo pozni za vsem. Sej smo rabili toliko časa sploh, da smo delnice odkrili, oziroma ko smo odkrili delnice, smo en kup neumnosti naredili na delnicah. Sej večina ljudi, komu rečeš delniški sklad, se zbeži ali pa reče ne, tam to so prevare ali pa tam se zgublja sredstva. Potem smo pa zelo hitro spet obrnemo neke razmišljanja, tudi tukaj neke kampanje, ki jih marsikdo sprovede, vplivajo. Pač žalosti me malo, da zavarovalnice pa banke v določenih momentih, da v bistvu pozivajo k varčevanju ali pa investiranju takrat, ko so cene že visoke, ne takrat, ko so cene na dnu, ko je res panika na trgu, ker takrat pač moramo zbrati tisti pogum, tisti nam daje rezultate. In rabimo še Slovenci, tako kot si rekla, gremo zelo radi kontra, ker nimamo še tistega v krvi, no, ker zahodne države to delajo že vrsto let, več kot Slovenci. Pač le izhajamo še iz prejšnje ureditve in bomo mogli še nekaj let preteči, da bomo tukaj. Pa še zanimivi smo, no,
te delnice smo kar malo pozabili vmes, kripto je nastopil, ker dosti ljudi se vrže direkt iz banke v kripto, kar sploh doživi hude šoke, sploh, ko se te zadeve začnejo nihati. Ko gre zadeva gor, je vse lepo in prav in zrastejo tako pričakovanja, da mislijo, da bo čez noč milijonarji, pa pridejo te korekcije, ki so lih toliko normalne, je pa že kar malo konec sveta, pa bi že kar odprodajali in ja, se trudimo, no, mislim, da sej super, da nas je, vidim vedno več v Sloveniji takih, in sploh skozi te podcaste, ki se vse več predvajajo, mislim, da bo tudi ljudje prišli do več znanja, ker v šolah nazadnje zelo malo. Lahko trg poživi in tudi poveča zavedanje in izobraženost ETF skladi, ki bodo vezani tudi na druge kriptovalute. Zdaj, zaenkrat so v ospredju predvsem te na bitcoine, ta velik hype januarja, ki sva ga že omenjala. Bo to, da bo več takih skladov vezano na različno kriptovalute, še dodatno spodbudilo trg, zavedanje, izobraževanje in vse, kar manjka? V bistvu se šele začenja tisto, kar se pričakuje in moramo biti res potrpežljivi. So pa zraven, tako kot si rekla, prihajajo ETF-i tudi na drugih, Ethereum in ostalih kriptovalutah, kar pa bojo določen procent z veseljem spet pograbili. Pa seveda bo spet nek hype nastal tudi med malimi vlagatelji. Vemo pa kaj to pomeni za ceno spet. Kaj je recimo ključna razlika med Ethereumom, Ethrom in Bitcoinom in zakaj Bitcoin tako izstopa? Zato, ker je bil med prvimi oziroma prvi, ki mu je res ratalo, ali ima kakšno drugo vrednost, ki mu daje to prvo mesto? Bitcoin je tisti, ki lahko nadomesti zlato kot hranilec vrednosti. In na Bitcoin res gledamo kot na hranilec vrednosti. Da nek del svojega kapitala, ki ga imamo na banki, ki nam dejansko propada, parkiramo v Bitcoin in s tem zaščitimo naš kapital. Dejansko na varno postavimo. Nehajmo gledati nihaji nam predstavljajo tveganje, mi pa ta tveganje popolnoma lahko izničimo skoraj z dolgoročnostjo in tukaj je Bitcoin, potem je pa ostali trg. Ostalo so pa poslovni projekti. Torej, Ether ni ohranjevalec vrednosti? Ja, v bistvu deluje bolj kot neka tehnološka delnica. In tako lahko gledamo bolj primerjavo, se pravi, še enkrat, Bitcoin, zlato, ostali del, kar se tiče kriptovalut, je pa bolj podoben delniškemu trgu, vsaj kar se tiče tehnološkemu. Ker v bistvu gre za tehnologijo, v ozadju blockchain tehnologija, Ethereum je pač ekosistem. Kaj to pomeni? Lahko si predstavljamo kot neko avtocesto, po kateri se vozijo projekti ostali kripto. Daje okolje, kjer se lahko razvijajo kriptoprojekti, ki nam služijo za različne namene, ali pri volitvah, sledenje hrani, prometu, v gamingu, v AI-ju, kaj je zdaj popularen. Dejansko svet rabi blockchain, ker se vedno več praskamo po glavi pa sprašujemo, kaj je res pa kaj ni, kar preberemo na internetu. Ampak recimo Ethereum je začel septembra 2022 uporabljati nov način rudarjenja, s katerim naj bi porabo energije za delovanje platforme zmanjšali za 99,95%. Ali s časom energetske krize, rastočih cen, rekli smo recimo plin in elektrika nikoli več ne bosta tako poceni, kot sta bila, ni to nekaj, kar ga mogoče malo postavlja v ospredje in mu dodaja neka dodana vrednost, višjo vrednost. Pri Bitcoinu je rudarjenje še vedno rudarjenje. Tudi na Bitcoinu je bilo dosti izboljšav tekom let, na vseh projektih se pa gleda na to. Vsaka stvar, se tudi avti včasih, koliko so porabili, pa kaj so delali okolju. Vse stvari se gledamo, da bomo izboljšali in na vseh kriptoprojektih je pa tukaj pač en trikotnik, ki mora vsak projekt loviti, koliko bo učinkovit, koliko bo hiter, koliko bo cenovno. Zgodan je, oziroma zanimiv. Zanimiv in
težko jo loviti, ker če nekje zelo dvigneš neko kvaliteto, lahko na drugi strani padeš. In tukaj je tudi še Solana zanimiva, ki je nek v bistvu, kako bi rekel, konkurenca Ethereumu. To sem li hotela vprašati, katere so recimo še kriptovalute, ki so zanimive, na katero je treba biti pozoren, mogoče jih malo bolj spremljati in niso neka muha enodnevnica. Ja, tako kot sem rekel, kar se tiče teh ekosistemov, je najbolj konkurenčen Ethereumu Solana, je malo bolj centraliziran, kar ni prednost proti Ethereumu, je pa konkretno hitrejši. Sem spet ima pa kakšne še spet druge hibe, kar se tiče varnosti. Tako da zmeri, to lovijo na vseh projektih. Zdaj, kar se pa tiče projektov, ki pa pol dejansko gredo še v globino, kar sem pa že omenil, naprimer bančništvo je en prvih večjih sektorjev svetovnih, ki povzema blockchain tehnologijo skozi projekte. To so v bistvu podjetja, ki jim rešujejo, naprimer, če dam čisto en primer, Chainlink je en tak zanimiv kriptoprojekt, ki ima tudi svoj kovanec link. In kaj oni v bistvu prinašajo? Oni prinašajo transparentnost v svet na različnih obdelavi podatkov, da so podatki resnično potrjeni strani potrjevalcev. V bančništvu vpeljuje ta projekt, pa to projekt pomeni dejansko malo da ne firma, to je več kot 500 zaposlenih. In bančništvo vpeljuje tak projekt, prav Chainlink zdaj, prav v SWIFT, se pravi, gre za sistem transakcij, kjer hočejo banke doseči višjo hitrost, večjo transparentnost, večjo zanesljivost. In to blockchain tehnologija prinaša, se pravi kriptotrg. In banke, naprimer, take stvari, ali pa obstajajo tudi projekti, kjer banke lahko lažje komunicirajo med sabo, njihovi API-ji. Naprimer v Sloveniji za en tak primer, ki ga rad navajam, da ga malo začutimo, kaj se dogaja tudi tukaj. Ne vemo, a bo res uspel ali ne, zaenkrat mu kaže dober CargoX podjetje, ki se ukvarja s transportom. V bistvu kupil je samo idejo oziroma uporablja sam projekt, platformo egiptovska vlada v pristaniščih. Dejansko vsi svetovni špediterji, ki pošiljajo kontejnerje v Egipt, nalagajo tovorne liste na to platformo in v ozadju v bistvu transparentno lahko obdelujejo te transportne liste. V primerjavi s prej prehranijo res kar preko $160 in pa dosti bolj tudi sledijo kontejnerjem, kje se nahajajo. Torej ta transparentnost, lažje obdelava podatkov, prehranimo skozi denar podjetniki. Ampak kaj je recimo tisto, da je biti oziroma ne biti ali obstati pri neki kriptovaluti? Kaj naredi razliko in zakaj so nekatere šle v pozabo, druge pa so še vedno z nami in celo rastejo in postajajo ohranjevalec vrednosti? Več je zmeraj konkurence na kupu. Več podjetij, več projektov, dajmo reči kriptoprojektov, razvija lahko nekaj zelo podobnega. In zelo malo je, da stvar ne gre v pravo smer, ker je zelo odvisno od programerjev, od pogodb, ki jih sklenejo z nekimi večjimi partnerji. In tukaj res, če gledamo samo zgodovino, se ni nič drugače zdaj v kriptu, kot pa če gledamo prej podjetja ali neka startup podjetja. Veliko startup podjetij pač propade ali ne vzbudijo dosti nekega marketinškega sijaja ali njihov... Mogoče nimajo poslovnih izkušenj in se ne znajo v bistvu zares prodati, čeprav je izdelek dober, ne? Ni vedno razlog slab izdelek. Naprimer, če vidimo sem na Nokiji, koliko od nas še pozna Nokijo? Če ta mlade vprašamo o telefonu Nokije, mislim, da noben več. Včasih smo imeli vsi. Ja, včasih smo imeli pa vsi. In kaj se je zgodilo v nekem momentu? Nisem sledili vsem ostalim. Samsung tam, Apple tam, tukaj Nokia. Zakaj ste se odločili Samsung, Apple, pa še nekateri drugi, se pač zraven pol rojevajo, da ima računalnik not v telefon. Oni so šli neko drugo smer in so svalili smer. In to so tiste stvari, ki jih je treba spremljati. Blackberry in podobno. Ja. Večina telefonov, ki so bili na začetku, jih sploh ni več. Ja, in tako bo tudi s kriptovalutami. In je težko za nekoga neizkušenega,
ki ne vidi te globine, kaj se dogaja, ker je treba spremljati dejansko, malo tudi biti vizionar, kaj se zna zgoditi v svetu in ja, videti, kdo je zraven. A so ti ljudje, ki so tam v bistvu ustvarjajo projekt, a so pravi, kaj so že dosegli v življenju. Ker če človek že uspe na nekom projektu, je dosti večja možnost, da bo spet nekaj novega rodil. Tudi Elon je uspel s Teslo, pa SpaceX-om, pa Zdaj malo manj z X-om. Ja, okej, boš še imel kakšne tudi padce, a ne. Tudi on ni odporen. Seveda. Dejva za konec se dotakniti še meme kovancev, ki so zdaj pa sploh ratali popularni in sploh ta teden so imeli strašno rast in Roaring Kitty pa Pepe, vsekakor zanimiva imena. Ja, zanimiva imena, zanimive slikce. Kaj to sploh je, za koga to je in zakaj tako navdušenje sploh med ljudmi, ki komaj vejo, kaj to zares je, se pa recimo ne odločajo za vlaganje v delnice, kjer, kot sva že prej rekla, vsako četrtletje dobiš poročilo, lahko vidiš, kaj se s firmo dogaja, kakšni so načrti, naložbe. Torej, lahko resno analiziraš neko firmo in to delaš. Tle pa ljudje kupujejo stvari, ki jih kaj po imenu prepričajo, po slikici prepričajo, ali je v zadnji res neka zgodba, ki bo obstala. Zdaj je šel trg že toliko naprej, da imamo in meme coine in pa shitcoine, da že na to spet lahko delimo. Ker meme coini mogoče v nekaterih primerih niti niso toliko slabi, oziroma da ne bomo zdaj metali, da ne bo kdo rekel. Slabi, torej so slabi. Da ne bo kdo rekel, da zdaj enačimo. Tukaj moramo res zelo, zelo dobro črto potegniti med bitcoinom in resnimi projekti in pa meme coini. Pa nazadnje shitcoini, tisti se sploh losajmo. Ampak meme coini, mogoče je tako en dober primer. Gremo v bitcoin za eno varno naložbo na dolgi rok in na tehnologijo, kjer bojo sicer nihaji večji, kot na bitcoinu, bojo taki, kot so bili ti altcoini, bojo zdaj v tem rasti nihali, koliko je bitcoin 2017 v rasti, po 40%, to že vidimo, ne. Potem imamo pa tukaj meme coine, ki so zelo tvegana naložba. Tukaj lahko gremo z večjimi sredstvi, tukaj pa odsvetujem. To je pa bolj tako, kot neka loterija. Tako kot imajo imena, recimo tale Roaring Kitty, torej, če se želiš igrati, res igrati s presežkom sredstev, greš sem in mogoče kupaš tole ali pa kakšen Pepe. Vemo, da ljudje imamo radi tudi igre na srečo, ne, in da obstajajo športne stave in da so kazino in da je vse to legalno in tudi dosti spodbujano, tudi strani državne nazadnje, vse kar se tiče športnih stav, noben tega ne zavira prav zelo. In tukaj so tudi meme coini, ki so v osnovi nič slabega, zelo podobni nekim športnim stavam. Zelo na hitro lahko tudi velike denarje pokasiramo, v večini primerov pa pač smo na dolgi rok. In tudi zneski oziroma cena tako majhna, da lahko dejansko manjši del investiraš, ne tako kot pri bitcoinu, ko moraš v bistvu kupovati celo delež bitcoina, ker mogoče nimaš dovolj za celega. Ker tudi na bitcoinu lahko na dolgi rok pričakujemo zmeraj višje cene. Na nekih meme coinih pa ponavadi pride ta pump and dump, tako zvani, in samo enkrat zraste in gre nazaj dol. Kakšen je torej njihov rok trajanja? So to meseci, leta? Nekateri so odvisen, zdaj nekateri, ki ustvarjajo res močne community, kot Dogecoin, Shiba, se to ne nazadnje so meme coini, ki zdaj kotirajo med top 20 na lestvici kripto. Veliko jih je med topih, v bistvu sploh ta teden so bili strašno popularni. Ja, in lahko se tudi kakšen nov stvar, ki bo res pridobil na tej prepoznavnosti, ki bo imel tudi kakšen znan obraz. In dejansko nekateri meme coini ustvarjajo tudi že nek dober fundament. Obstaja tudi že meme coini, ki rešuje neke izzive v svetu, ker skozi ta community tudi v neko dobrodelnost nek del denarja gre, grajenje šol v Afriki in tako da tudi v meme coinih se dogajajo dobre zadeve. Moramo pa tako še enkrat opozoriti, z majhnimi zneski, tiskaj res smo pripravljeni vse zgubiti. Na drugi strani imamo lahko tudi tisočkratnike, če smo v pravmu času na ta pravmu mestu, ampak ne tam, kar že vidimo, da se ti donosi zgodili. Prave informacije spet imeti. Hvala lepa za ta izčrpen pogovor.
z mnogo informacijami. Upava, da bo čim več ljudi to pogledalo, poslušalo, razumelo in razmislilo, predno se odločajo za naložbe in dejansko razpršilo svoje premoženje, pa mogoče kakšen evro manj imeli na bankah. Še vedno imamo 26 milijard, to pomeni, da denarja za vlaganje je še veliko. Tudi še enkrat hvala. Prosim. Hvala tudi tebi. Hvala. Vam pa seveda vabljeni k ogledu, poslušanju. Upamo, da smo odgovorili na čim več vaših vprašanj in pa seveda srečno.